Torej, mojim prijateljicam se je zgodilo, da so na Snapchatu bile dodane iz strani drugih uporabnikov in so se začele pogovarjati z njimi. To so bili v vseh primerih moški. Ponovadi so starejši moški, tako ne 35. In potem so jim poslali gole slike. To so že opisi groominga. Povedano po slovensko je grooming proces, v katerem oseba postopoma vzpostavi odnos z mladoletnikom, da bi čez čas od njega zahtevala spolne vsebine ali intimne fotografije in posnetke. Moje mnenje je, da se muči še več med vrstniki. Imela sem primer, da je prijateljica bila v zvezi s fantom, ki je bil isto star kot ona, in pol, ko sta šla na razen, je ta fant grozil, da bo pač te slike objavil povsod, če mu ne plača. To se tako razve. Mislim, da se jim tudi fantom dogaja, ampak v manjši količini, kot se pa puncam. Pa oni delajo fake accounte, pa pač izsiljujejo druge fante in punce in pa s tem pridobivajo denar pa tako. Storilec najprej naveže stik. Pretvarja se, da sta si zelo podobna, da imata skupne interese. Če jaz napišem, da imam interes recimo v glasbi, da mi tudi on nazaj napiše, da ima interes v glasbi. In pol te probajo zavajati z nekimi komplimenti. Da si lepa ali pa pametna. Potem pa se začne postopna izolacija, ko začne omenjati, da so pogovori vajina skrivnost in da naj ne poveš nikomur. Da se pol bolj navežeš na tega človeka, da mu bolj zaupaš. Želi izvedeti veliko o nas, kje hodimo v šolo, koliko smo stari, kje so starši ali ste sami v sobi. Hkrati se postopoma normalizirajo bolj intimne ali spolne teme. Vedno postopoma malo namigujejo pač, kar hočejo. Odrasli ponavadi zato ne izvejo, zato ker je mladim to zelo neprijetno govoriti o tem. Malo se osramotiš s tem, da si pač to poslal. Kdo postane manj družaben ali pa zelo zaprt vase. Ja. Najstniki morajo predvsem vedeti, da bodo slišani. Ni konec sveta. Policisti se zavedamo, da se to dogaja in smo usposobljeni za to, da bomo to preiskovali in da bomo pomagali in lahko kar pogumno, če se kaj takega zgodi, to prijavijo in sigurno bodo dobili pomoč.